Dober večer, lepo pozdravljeni v oddaji. Začnimo teden z Lili Sorom in Jakobom Kaposom, tokrat za spremembo. Je po dolgem času, smo te veseli nazaj, Jakob. Ja, če te človek pozabi v Ekvadorju in moraš priti peš nazaj, pa traja. Kako je dolga pot? Ti sem ti metla postelja, no ti kriv, da je ne znaš uporabljati. Ti gledam kot čarovnica. Dober večer. Dober večer. Skratka, danes je zelo poseben datum. Res je. 22.11. Dvakrat mojstrsko število in zato jaz kot veliki mojster numerologije me je Lili povabila spet v oddajo. Tako. Lepo, da si utrgal čas po tako napornem sprehodu z Ekvadorja nazaj in plavanju verjetno tudi malo vmes. Ja, je pa letošnje leto vse prej kot mojstrsko. Ja, ni mojstrsko. Ne, drugo leto je mojstrsko, 2022. Jaz sem že zelo težim s tem, da se moramo pripraviti na mojstrske energije, zato je tudi ta današnji datum ful poseben, ful pomemben in jaz sem tebe vedno ful rada za sogovornika, ker znaš tako lep način določene stvari na nežen način spomniti. In tema, ki sem si jo jaz za danes zamislila, je duhovnost. Kaj vse mogoče dojemamo kot duhovnost, pa ni duhovno, pa kaj je mojstrstvo, pa v bistvu bottom line, vse meni osebno je, da smo tako vsi mojstri. Vsak mojster samega sebe, tako da... Vsi se mojstrimo skozi življenje, če se le želimo mojstriti. Res je. Lahko se pa odločimo, da se ne mojstrimo, pa smo takole celo življenje sam. Pa ni tako lepo, no, po moje, vsaj se mi zdi. Po moje tudi ne. Tako se mi tudi zdi, da v zadnjem času, v zadnjih nekaj letih je res izrazita razlika med ljudmi, ki so si vsaj v nekem delu življenja zelo zatiskali oči, pa mogoče si niti niso spraševali, kdo so, kaj so, zakaj so in tako naprej, pa tistimi, pa tudi kaj se dogaja, pa kdo se dogaja. Pa zakaj se dogaja. Pa tako, ja. Če nismo bili novinarji, kdo, kdaj, kje, zakaj. Se mi zdi, da je tole zadnje obdobje kar naporno. Deva začeti z to lepo številko 2211, da nas malo upelješ 22.11. Zakaj je današnji dan tako poseben? Spravi, dvojni vpliv mojstrskih števil je. 22 je tista energija, ki prinaša zadeve, ki bodo ostale. Torej, gradimo za generacije, ki prihajajo. Zato bo naslednje leto 2022 tako zelo pomembno. Gradimo stvari, ki bodo ostale do konca naših življenj, kjer je seštevek 6, bo to ljubezen do sebe, kar bo sploh čustveno intenzivno. Ampak mi dva bova z vami. Ja, brez skrbi. Torej, ta 22. danes pa nam pomaga pri tem, da se mi odločamo dolgoročno. Se pravi, da se zavedamo energije naših odločitev. Zdaj pa, če gledamo letošnje leto, pa lansko leto, ko so zelo nestanovitne energije, ko je danes tako, jutri drugače. Dopoldne tako, popoldne drugače. Smo mogoče malo pozabili, kako zelo močen vpliv imajo naše izbire. Tako da 22 predvsem na to opominja. 11 je pa mojstrsko število duhovnih resnic, duhovne zrelosti, naših lastnih prepoznanj, naše intuicije in vsega tistega, kar pa smo predelali v prejšnji življenji. Torej, idealno bi bilo, da na podlagi vseh teh resnic, ki smo jih spoznali do sedaj, skozi 11, z 22 sprejmemo neke zelo dobre odločitve. Tudi danes. Tudi danes. Čas. Absolutno. Ravno danes je ta prav dan. Ne glede na to, da je ura že 8 zvečer. Se to sem jih hotel reči. Ni več veliko časa, Lili, da je hitro to navdajo. Tako da mi se poslavlja. Vi pa na delo sprejemate odločitve. Ja. Seveda, v bistvu odločitev je trenutek. Mi mogoče včasih preveč kompliciramo, pa se mogoče preveč ukvarjamo s tem, kaj bi bilo, če bi bilo ali pa ne bi bilo, pa kaj bodo sosedje rekli, pa tako naprej. Ampak tisto, česar si v resnici želimo, pa to, kar nas mojstri, kot si prej lepo rekel, pa itak ena pot. V bistvu, kadarkoli se mi sprašujejo, bi šli leve ali desno, običajno nismo na pravi poti. Ko res vemo, sploh ni potrebe po tem, da se sprašujemo. Se ti zdi? Ja, jaz recimo se nikoli ne sprašujem, a bi šla v Ekvador ali bi šla reč mogoče v Nikaraguo. No, to je jasno lahko vprašanje. Omenjala si duhovnost. Zdi se mi, da ima ta beseda, ker nekdo tako reče na glas duhovnost, da vsi vidijo neke verske fanatike. Zelo veliko različnih stereotipov se tukaj zraven lepi. Eno je sigurno to, drugo je, da ljudje mogoče tudi religijo in duhovnost enačijo. Da ne govorimo o tem, da seveda vsi mi, ki se s tem ukvarjamo, smo hitro čarovnice, pa coprnice, pa tako naprej, tudi v letnici 2021 je še vedno tako. Tako da ja, tukaj je zelo veliko stigme, se mi zdi zraven. Eni ljudje se zelo ponašajo s tem, da so duhovni, kljub temu, da izhajajo zelo iz mogoče
nižjih vibracij, potreb ega po potrditvi, po drugi strani zelo velike različnih definicij, kaj je beseda duhovnost posamezniku pomeni. Meni se zdi, da predvsem duhovnost nikoli ni zelo glasna, v smislu, da jo mora nekdo na ves glas oznanjati, da pa je duhoven ali pa da se živi spiritualno. Takrat se mi vedno zdi, da... Jaz vedno dam v primerjavo Dalaj Lamo. Dalaj Lama ni tako, ne bi zdaj izpostavljala, ampak Dalaj Lama ne bomo doživeli, da nam bo potrkal na vrata in trdil, da edina njegova resnica je pravilna in nas vlekel v sebi in tako naprej. Ampak tam je. Kdor želi njegovo resnico, njegove nauke, njegovo modrost poslušati, sprejeti, pač gre k njemu. Jaz mislim, da pač kdorkoli je v sebi miren, pač je, kdor je. In to je pravi pomen duhovnosti, da pač smo, kdor smo. Mislim, da smo prav vsi na nek način na duhovni poti. Unika to priznajo, unika to ne priznajo. Vsi smo tudi vsi na poti osebnostne rasti, čustvene rasti, duhovne rasti, fizične rasti, v različne smeri. Jaz bi šla še malo v tej, ne več samo v tej. Ne bi več tako duhovno rasla. Ne, jaz bi zdaj zelo v redu, ta tako Aladino postaja. Jaz bi mogoče fizično vse tako, kako, to bi bilo zanimivo vprašanje, kako fizično zrastu višina po 30. letu, brez uporabe visokih pet. Mislim, da samo Lojtra. Lojtra ti lahko pomaga. Pa dvigalo, pa viličar. Opcije so. Opcije veliko. Ampak to se mi zdi, da vsi, ki smo na neki poti, ali rečemo, da osebnostno rastemo, tako rastemo, drugače se razvijamo. Se mi zdi, da vsakič, ko sprejemamo odločitve v tem svojem življenju, izbiramo svoje poti. Ta besedica duhovno se mi zdi, da prenaša kar precej nekih razlik v pojmovanju, ali pa se nekdo počuti ogroženega, ali pa nekdo nekaj več. Če tako pogledaš, jaz se rad zdravo prehranjujem, bodo ljudje popolnoma drugače slišali, kot če bo nekdo rekel, jaz sem vegan. Ja, absolutno. Ali pa, ne vem, jaz rad delam na sebi, ali pa, ko bo nekdo rekel, jaz hodim, ne vem, ali zdaj govorimo o nekih verskih predavanjih, ali pa duhovni rasti. Tako zelo hitro določene izraze obarvamo s tem, kar mi mislimo, da to je. Zato, ker tudi v odnosih, pa medsebojnih odnosih, ko nekdo reče, jaz si ful želim družine, je to zelo splošno rečeno. Jaz si lahko mogoče ful želim družine, ampak to lahko pomeni samo, da si jo želim, ko jo bom videla enkrat na teden in to je to. Ali bom pa zelo prisotna pri vzgoji, pri, ne vem, gospodinjskih opravilih in tako naprej. Se pravi, vse te zelo pomembno se mi zdi, da znamo definirati, kaj določene besede za nas pomenijo. Pa kakšna je ta pot, po kateri želimo iti? Ali pa da preden jih spustimo čez možgan, pa jih na ta način definiramo, da jih probamo samo v resnici začutiti. Absolutno. Kako vibrirajo, pa včasih niti nimamo, se mi zdi, dovolj besed, da bi povedali ali pa opisali kakšno stvar. Tako da že beseda sama degradira. Kaj pa te posebno pomeni duhovnost? Bom, da mi ne boš to vprašala. In ostala je brez besed, super. Dejansko pa se mi to zdi pač del življenja. Za vsako osebo drugačen del življenja, ampak vsi smo duhovna bitja. Se pravi, se mi to ne zdi nič posebnega. Zdaj tukaj se bom pa zdaj ful ukvarjala z duhovno rastjo ali pa ful s tem. Želim si biti pač najboljši človek, kar v danem trenutku lahko sem. A zdaj temu rečemo duhovna rast, osebna rast. Glede na to, da pač tudi znanstveniki se strinjajo, da v nas še nekaj noter je, poleg samo zadnjič sem videla, da so dejansko poslikali trenutek, ko svetlobo, ki se nekako dviga iz telesa ven v trenutku, ko človek umre. Ja, torej pač v nas je. Očitno nekaj več kot to. Nekaj je, a ne? Ja. In pač če... Kot stale, kako se reče šort po slovensko? Majhen. Je majhna nišanka, ima širina kar dosti. Ja, vertikalno izvana. Torej, več nas je kot samo fizično telo. Tako, absolutno nas je več in to temu zdaj že vsi kimajo. Je pa zanimivo, da pač vsak uporabi drugo besedo, kaj to noter v nas je. Pač skozi obdobja se največkrat uporablja beseda duša, čeprav mogoče temu tukaj ne, ampak glede na to, da govorimo danes o duhovnosti, duša, duhovnost, torej vsi smo duhovna bitja. Absolutno. In pač to, kar je v nas, ki je več kot telo. Tako. In vsi znamo se sami s sabo povezati, včasih lažje, včasih težje, ne rabimo pa nekega čudeža, pa nekega čudežnega človeka, ki nam bo potem edini lahko pomagal. No, in vse to, kar je v nas, pač ima neko svojo
Absolutno. Tako da na take datume, na take dneve, kot je današnji, ker do 8. zvečer verjetno se bo tudi že kaj zgodilo, nam mogoče pomaga prepoznavati, kaj je ta naša pot. V danem trenutku, vse 22.11. je vsako leto, se pravi, v danem trenutku, kaj mi potrebujemo za nas duševni mir. Ker končno vas jaz mislim, da bistvo vsega tega je mir. Se ne vem, če je bistvo vsega tega zlate palce, ker duša si nekako ne, tam na uni sliki ni bilo palc pa avtomobilov, pa ja, ni nič s sabo vzela. Ja, absolutno nič s sabo ne vzamemo kamorkoli gremo. Razen tega tudi miru, a ne? Miru? Če tako pogledamo, koliko je recimo legend, pa mitov, pa pričam ljudi ne nazadnje, ne? O dušah, ki so umrle, pa nekako niso našle miru. Se pravi, če gremo zdaj zelo drastično v tej smeri za sekundo, ne? Največ, kar lahko za svojo dušo naredimo, je to, da smo v miru sami s seboj. Absolutno. Ker v bistvu ne moramo biti, če ne delujemo po nekih, bom rekla, nekorektnih, no? Pa tudi nočem zdaj reči duhovnih pravilih, ampak mislim, tukaj... Vse načeloma vemo, če delamo narobe. Si tudi tisti ljudje, ki so izrazito sebični, da tako rečemo, verjetno nekje zadaj vejo, da ni ravno najbolj briljantno, kar počnejo. Ne? Definitivno vsaka naša odločitev, vsaka stvar, ki jo sprejmemo, naredimo, nosi neke posledice skupaj z nami. Tako da, in na svetu veljajo določene zakonitosti, ne zakoni, te se da v 2 minutah spremeniti, ampak določene zakonitosti, ki si jih lahko priznamo, lahko jih čutimo, vemo. Tako kot Newtonov zakon je tudi bolj zakonitost, pa če zmeraj padeš na zemljo, če vržeš nekaj v zrak. Tako kot gravitacija, pa se z njo njih ne kregamo, ker je očitna, je sigurno tudi akcija, reakcija. Tako da je zelo veliko stvari, v katerih mogoče še jih ne čutimo, ne vemo, ne znamo, ampak po teh pravilih igramo, ki so precej večje od naših pravil, ki smo si jih mi zmislili. Kaj bo to čez 20-30 let, kaj vse bomo znali, pa luftu boš prišel drugič. Pred mano se bomo downloadali. Bog se ga vidi res v bistvu, kaj je prihodnost. Pa se, če pogledamo za nazaj, kako spiritualnost, duhovnost oziroma neke vrste celo ezoterika, misticizem na nek način, pa znanost si vedno bolj podajata roke stvari, ki si jih še nekaj let so govorili, da so bedarije, jih znanost vedno bolj dokazuje. In tudi znanost se v resnici vedno bolj obrača k misticizmu, po ideje, kaj še raziskovati in dokazovati. Vse več je tudi tega sodelovanja, ne? Končno. Premalo še vedno, ampak končno. Jaz, ko sem se na malček starejša od tebe, ampak se spomnim 40 let nazaj, 30 let nazaj, koncept naš, kaj je beseda duhovnost pomenila takrat ali pa zdaj. Ali pa ne vem, če govorimo o angelih, kako so se smejali temu, ko se prve knjige Drinverši sem prišle, prvi kristali sem prišli, zdaj imamo vsi kristale doma. Zdaj težko najdeš gospodinstvo v Sloveniji, kjer pa ni nekega kristala ali pa vsaj nekaj, kar bi lahko 30 let nazaj rekli, da je pa bogoskrunstvo. Ja, smešeno. Zdaj so itak dokazali, da pač vsak kristal, ne samo kristal, vsaka stvar ima svojo energijsko vibracijo. In potem, če gremo pa korak naprej, o tem Indijanci govorijo tisočletja. Pa Indijci prav tako. Govorijo tisočletja. Vsa stara ljudstva, ne hočem zdaj reči samo Indijanci, ampak v bistvu hodimo nazaj k nekim spoznanjem, katere itak že vemo, tako da neke hude tople vode ne bomo odkrili in vedno znova pridemo k temu, da vse je v nas samih. Tako. Koliko sva bila brihtna. Zdaj pa mislim, da je čas, da še kaj poveš, kaj se bo ta teden dogajalo. Prav. Hvala lepa, da bi z nami, Jakov, smo te pogrešali. Dolgo časa te ni bilo, dobro, res sem bila v bistvu v Ekvadorju, pa so bile tudi malo drugačne oddaje, tako da upam, da boš zdaj znova redno z nami. Vi pa pošiljate vprašanje in predloge, tako kot prej, na ls@lili-sorum.com, da bo Jakov imel naslednjič kaj več za vprašati, kot kaj to meni pomeni duhovno. Vi pa zdaj izračunajte svoj rojstni datum do ene same cifre, naredili bomo pregled tega tedna. Stopamo v teden, ki nas bo vprašal, ali zmoremo, da rečem, dati na stran svoj naš ponos in sprejeti nasvet, vprašati, prositi za nasvet. To bo en tak velik izziv tega tedna, mi pa kar zdaj pojdimo in naredimo pregled enke. To predvsem za vas velja. Ste zelo dinamični, vsi tisti, ki imate število življenjske poti 1, ste odločni, stopate po svoji poti, veste, kam želite priti. Včasih ste tudi malo impulzivni, malo prehitri, malo zaletavi, tako kot mi vsi, kadar se nam nekam mudi. V tem času je za vas še posebej pomembno, da prisluhnete drugi plati zgodbe, torej da poslušate ljudi, se jih skušate razumeti, dotakniti, ampak ljudi, ki so zelo drugačni vam.
tam vas v tem tednu čaka nek napotek, nek nauk, neko duhovno bistvo, če želite malo bolj eksotičen izraz. Število življenjske poti 2. Pred vami je čas, ko bi vam lahko nekdo zelo, zelo pomagal pri razumevanju vas samih. To pomeni, da boste morda spoznali ali srečali nekoga, v komor boste prepoznali sebe ali svojo izkušnjo. Morda vam bo nekdo delil svoje življenje, pa boste te osebi želeli svetovati vi, ali pa bo delil svojo izkušnjo z vami, pa boste rekli, poglejte, koliko sebe tukaj vidim. Tudi tako bi se to lahko končalo, oziroma tudi tako lahko ravnam. Kar nekaj situacij, kar nekaj odnosov, kar nekaj vaših karakteristik, bom rekla, bo prevetrenih v tem tednu. Torej, iščite drugačen pristop. Tam, kjer nekaj ne deluje, je velika verjetnost, da tudi v prihodnosti ne bo več delovalo. Torej, naj vam nekdo, ki je že prehodil to pot, pri temu pomaga. Število življenjske poti 3. Pred vami je čas, ko bi lahko nekoliko bolj barvito in intenzivno doživljali tuje besede, torej vsak komentar, vsaka stvar, ki jo morda zaznate na socialnih omrežjih ali slišite na avtobusu na sosednjem stolu, niso nujno namenjeni vam. Torej, ne prehitro sklepati, da je nekdo sovražno nastrojen ali da vas nekdo kritizira. V končni fazi, ko govorimo o nasvetu in o mnenju drugih ljudi, je pomembno, da znamo sprejeti tudi tista mnenja in tiste komentarje, ki nam niso všeč, kar pa ne pomeni, da se z njimi strinjamo in kar ne pomeni, da nas oseba ne mara ali da je na nas jezna ali da nam je nekaj zamerila, oziroma oseba, ki nam po pravici pove, da je nekaj ni všeč, je oseba, ki je iskrena, ne sovražnik. Število življenjske poti 4. V tem času bi se morda lahko malo predolgo časa oklepali nekega načina delovanja iz preteklosti, ki pa v tem času, v tem prostoru, bom rekla, v tej energiji, ni več najbolj primeren. Če primerjamo življenje 50 let nazaj, pred internetom, pred tem, da, ne vem, takrat je bilo en avto v ulici, danes jih je 3 na stanovanje. Torej, življenje se spreminja. Kje morda pa preprosto niste updatali, da tako rečem, v svojem življenju nečesa. To bi se lahko pokazalo. Kje morda ste malo, ne bom rekla zastareli, ampak morda potrebujete malo napredka. Število življenjske poti 5. Za vas pa velja ravno obratno. Kje v življenju se vam pa morda preveč ali pa prehitro mudi k napredku, k spremembi, k nečemu novemu, k nečemu bolj strastnemu, bolj dinamičnemu, morda celo prepovedanemu. Se pravi, to prepovedano bi se lahko v tem tednu okrepilo ali pojavilo, zato da vi postavite svoje meje, kaj vi veste, da je prav ali korektno, kaj je tisto, kar je vaša pot in kar ni. Torej, po eni strani bi se lahko ful dogajalo ta teden, po drugi strani pa bi lahko imeli občutek, da ste se nekje zataknili oziroma ujeli. Vse to ima svoj namen, prepoznavajte, ali ste v svojih odločitvah, v svojih korakih, v svojih, bom rekla, dejanjih in mislih, kajti tudi misli so energija, korektni. Število življenjske poti 6. Pred vami je čas, ko seveda ljubezen do sebe in vsi z njo povezani izzivi so še vedno z vami, ampak je predvidevati, da se bo pojavil nekdo, ki vam bo pomagal. Lahko gre za nasvet, lahko gre za neko zgodbo, podobno kot sem prej rekla pri dvojkicah, ki vas bo ali inspirirala ali spomnila na vas, ali morda boste preko te izkušnje dobili nek nasvet, nek uvid. Torej, spregovorite z ljudmi, ki jim zaupate, spregovorite z ljudmi, ki so morda strokovno podkovani, pa to ne pomeni, da je z vami nekaj narobe, sploh ne. Pomeni, da vam lahko preprosto pomagajo. Ko nam recimo v šoli matematika ne gre, si priskrbimo inštrukcije. Ko nam v šoli denimo angleščina ne gre, si priskrbimo inštrukcije. V odnosih, v vsem drugem v življenju naj velja enako. In to nekako ne bo sporočilo za vse nas, ne samo za šestkice. Število življenjske poti 7. Torej, sedmice tale teden bo za vas izvrsten, sploh današnji dan odpira to energijo za vas duhovnosti, bom rekla, duhovne rasti v smislu raziskovanja, kaj vse lahko vi drugim date. Življenje vas bo slej ko prej postavilo v situacije, kjer se bo zdelo, da ste vi učitelj. Se pravi, boste imeli veliko občutek, da zakaj moram jaz vse vedeti, drugim pa ne, a se ne morajo drugi sami pozanimati, ljudje res ne morajo sami prebrati in tako naprej. Torej, mogoče se bo pojavil občutek, ne bom rekla zamerljivosti, ampak tega, ko se nam preprosto povedano malo za malo zdi, da moramo biti mi tisti. Torej, v tem primeru se vprašajte, ali morda niste vi tisti, ki ste preveč zagnani v tem, da želite drugim pomagati, in po drugi strani, kje lahko vi spustite obveznosti, kajti vi niste za druge odgovorni, le za sebe. Število življenjske poti 8.
Torej, pred vami je čas, ko po eni strani se bo pokazalo neko čisto drugačno bistvo življenja za vas, drugačen smisel, drugačen namen. Vpletite v to, če niste že, neko duhovno komponento, čustveno zrelost. Spravi, prepletite področja svojega življenja. Bodite vi tisti, ki tkete svojo pot pred seboj in naj se te niti harmonično prelivajo. S tem hočem povedati, da včasih ste malo preveč upeti v eno zgodbo, pa druge zanemarjate. To pomeni, da mogoče lahko nekaj časa ste preveč ali pa zelo močno usmerjeni v zdravo prehrano, pa gibanje zanemarjate, ali pa v videz pa zdravje zanemarjate. Torej, samo uravnovesite te energije. Podobno velja tudi za število življenjske poti 9, tudi za vas velja, da je v tem času zelo pomembno uravnovešanje. Torej, 9, vi se učite sprejemanja za sebe, število življenjske poti 9 se uči, kaj je tisto, kar bo zajelo zase. Torej, 22.11 je fantastičen datum, da vi izberete, kaj je tisto, kar vi želite zajemati v življenju. In jaz verjamem, da marsikdo bo rekel, to se je treba spraševati, valjda si vsak človek želi ljubezni, pa to, pa obilja, pa varnosti, pa zdravja, pa tako naprej, pa da je lep, pa da je mlad, pa nekaj tako splošne stvari. Vsi načeloma želimo isto. Za vas konkretno se odločajte v tem tednu, kaj je tisto, kar vas osrečuje. In to je nekako vodilo za vse nas. Zdaj smo naredili pregled od 1 do 9, zdaj pa se posvetimo še splošnemu nekemu numeroskopu za ta teden. Torej, vi ste tisti, ki izbirate, kakšna so vaše dejanja, kakšni so vaši odzivi. Kot so prej rekla z Jakobom, ne samo kristal, vse ima energijo, vse ima svoj namen, tudi navaden kamen, tudi beton, vse. In tudi vsaka naša misel. Se pravi, to, da smo mi do nekoga prijazni, zraven si pa mislimo crkven, je tudi energija. To, da smo mi mogoče v 24 urah sami do sebe 2 minuti na dan, ko delamo afirmacije, ki smo jih prebrali v eni fantastični knjigi, za katero piše, da ful pomaga, prijazni, ampak tekom dneva smo pa silen negativni, potem nekako krivimo knjigo, da je čudna, slaba, ne vem kaj še vse, ker ne deluje. Tudi to je energija, vsaka misel v naši glavi je energija in seveda imamo boljše in imamo slabše dneve, ampak vse to je naša odgovornost. Danes, na 22.11. odpiramo teden, ki nas bo vedno znova opomnil, da smo tukaj zato, da se povezujemo, ne samo, da izbiramo, koga imamo v svojem okolju, to so bile lekcije teh predhodnih tednov, ampak tudi, da poiščemo nasvet. Da poiščemo predlog, tako kot sem prej rekla pri 6. Ko ne znamo matematike, gremo na inštrukcije. Ko nečesa sami ne zmoremo, ko ugotovimo, da imamo karijes, gremo k zobozdravniku. Ko ugotovimo, da nečesa še ne znamo, da smo morda nekje nezreli, da mogoče dobivamo odziv iz okolice nazaj takšen, ki za nas ni dober, oziroma nas ogledala sporočajo, da tukaj nekaj ne štima. Dajmo poiskati nasvet, dajmo se odpreti možnosti, da morda pa mi lahko pri sebi nekaj spremenimo. Kajti tudi, če imamo na drugi strani, zdaj bom za nalašč pretiravala, serijskega morilca, tudi če imamo na drugi strani najhujši primer narcisoidnosti, kar obstaja na tej zemlji. Ok, v tem primeru resnično verjetno je za reči, da nekako nismo mi krivi, a ne? Ampak spremenimo lahko sebe. Se pravi, če bi vi vedeli, če bi bili trdno prepričani, da oseba, s katero stopate v komunikacijo, v pogovor, v nek odnos, v neko poznanstvo, je serijski morilec, kaj bi naredili? Pa jaz mislim, da takole. Ful se mi nekam mudi, sorry. Se pravi, se je vaš odnos do te osebe spremenil, ne ta oseba. Ko govorimo o toksičnih odnosih, ko govorimo o ljudeh, ki radi manipulirajo, ko govorimo o ljudeh, ki še vedno so morda v nižjih vibracijah, kar smo vsi kdaj, vsi imamo boljše in slabše dneve, je znova pomembno, da vemo, da smo mi tisti, ki imamo moč v svojih rokah in ki smo mi tisti, ki rabimo spremeniti odnos. Torej, ni naša odgovornost duhovna rast drugih, čustvena rast drugih, takšna in drugačna rast drugih. Čeprav lahko pomagamo. Tudi to je ena močnih lekcij, velikokrat bolečih, ko želimo pomagati, ko verjamemo, da bi lahko pomagali, ko verjamemo, da imamo mi bolj prav kot druga oseba, se moramo zavedati, da imamo vsi svobodno voljo. Vsak izmed nas se lahko odloči in postane najboljši serijski morilec na svetu, za nalašč pretiravam znova, ali pa ne.
Vsak izmed nas se lahko odloči, da bo svoje potenciale, svoje talente razvijal ali pa ne. In to, da mi potencial v drugi osebi vidimo, je super in lahko tej osebi zelo pomagamo, če to ta oseba želi. Zdaj, to v teoriji govoriti seveda zelo enostavno, v praktičnih primerih pa se to mogoče najlažje poistovetimo starši, ki preveč zahtevajo od svojih otrok, ker pač vidijo v njih potencial. Ali pa priložnosti in možnosti, ki jih oni sami v otroštvu niso imeli, ali pa mogoče neko sposobnost, ki bi si oni želeli, da bi jo imeli, pa je nimajo. Marsikdo, ko gleda drugo osebo in vidi recimo, da ne vem, ta oseba izvrstno govori angleško, takoj pomisli, zakaj ta oseba se nauči še nemško, pa japonsko, pa kitajsko, pa indijsko, pa grško, pa tako naprej. Tej osebi pa mogoče jeziki dol visijo. Torej, kar je najbolj modro, da naredimo, je to, da spoznavamo sebe, kaj je tisto, kar nas veseli, kaj je tisto, kar nas izpolnjuje in kaj je tisto, kar nam prinaša na koncu dneva mir. Ker jaz osebno mislim, da to je edino, kar s seboj odnesemo in edino, kar na koncu svoje poti pogrešamo. Mir. Neka oseba je lahko zelo prepričana, da je sebičnost in pohlep in to, koliko ima zlatih palc jaht in tako naprej, najbolj pomembno na svetu in kako cilj opravičuje sredstva in tako naprej. Ampak verjamem, da v eni točki življenja ali se kaj takšnega zgodi, da vidi stvari drugače, ali pa preprosto se spomni, da vsi v resnici vemo, kaj je prav, pa kaj ne. Ker so stvari, ki tudi niso prav. Ne glede na to, kako jih mi zapakiramo, utemeljujemo, opravičujemo. Če pogledamo tekom zgodovine, kaj vse se je verjelo, da je prav. Genocid in tako naprej. Kaj vse se je verjelo, da delamo prav v imenu Boga, pa v imenu tega, pa v imenu drugega. Stopimo ven iz teh nekih definicij, stopimo ven iz nekih teh prepričanj in stopimo nazaj vase. Mesec november nas bo točno pri tem spodbujal. Če še niste videli oddaje o novembru, ko sem govorila točno o tem, vabljeni na moj YouTube kanal, poglejte si jo tam. Tudi na moji spletni strani je daljša napoved. November je mojstrski mesec, odpira vrata leta 2022. Pejmo ven iz vsega tega, kar je ratala ena velika zmeda, nazaj preprosto vase. Kaj je tisto, kar v vas zbuja mir? Občutek ljubezni, občutek pripadnosti. Kajti, če sami sebi ne znamo pripadati, sami sebe ne znamo sprejeti, spoštovati, potem tudi drugam ne bomo pripadali in nam ta neka skupnost ne more pomagati. Druga oseba ne more pomagati. Torej, dragi moji, pejmo preprosto ven iz vsega tega, kar smo nekaj slišali, prebrali, mislili nazaj enostavno. Vase, v svoj mir. To je taka čudovita iztočnica za preostanek večera. Jaz upam, da boste si vseeno vzeli čas, tako kot so se prej z Jakobom pogovarjala, in se odločali nekaj novega, dobrega, zrelega, odraslega za sebe. Če pri tem potrebujete še malo pomoči, pa kot vedno vabljeni tudi na mojo spletno stran www.lili-orom.com. Še enkrat vas spodbujam, pošljite svoje vprašanja, svoje predloge, svoj feedback na ls@lili-orom.com. Jakob je znova z nami, torej upam, da bo čez 3 oddaje tudi znova v naši družbi. Za sedaj pa vam želim en čudovit večer še naprej. Pa, pa!